Veseli me, da ste se zbrali v tako velikem številu ob Mednarodnem dnevu astronomije, ob katerem smo organizirali poseben dogodek, ki smo ga poimenovali Kipom v zvezdjah. Enak naslov nosi tudi kipanka, ki jo boste danes spoznali. Predstavila vam je bosta gospa Aksinja Krmavner in gospod Boris Kan, strokovnjak z področja astronomije. Aksinji predajam besedo. Aksinja, izvoli. En lep pozdrav vsem skupaj. Je tukaj boljše? Ja, dobro. Verjetno zato govorimo na mikrofon, da se bomo snemali, drugače jaz mislim, da po 35 letih učenja slepih in slabovidnih imam še vedno dober glas, ampak vseeno. Ja, lep pozdrav. Danes se bomo lotili enega zanimivega poskusa, namreč povabili smo strokovnjake z področja. Gospod Boris Kam je znan astronom, jaz ga poznam že nekaj časa, namreč peljal nas je tudi kot gimnazija Vič na mrk, na ogled sončevega mrka na Kitajskem. O tem sem jaz napisala tudi knjigo, ampak žal nam je zagodlo vreme takrat, ne? Ampak veliko ve o tem. Z nami je pa tudi Janja Plazar, ki je kolegica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in je naravoslovka in poučuje tudi med drugim fiziko in seveda astronomijo v sklopu razrednega pouka. Tako da upamo in še pozdravljam seveda tudi Kristino Lotrič, ona je pa dolgoletna učiteljica slepih in slabovidnih na centru Iris. Seveda učila je fiziko, matematiko in v sklopu fizike tudi astronomijo. Tako da pripravili smo vam kar nekaj tipnih pripomočkov, zato da bo stvar bolj zanimiva. Skoncentrirali bi se najbolj na ozvezdja. Zdaj, jaz vidim, da smo zelo različne starosti, no, če lahko rečem, pa tudi znanja. Imamo recimo Viki Vrtačnik, ki je bil naš kolega, je med drugim tudi geograf, to se pravi nekaj že ve o zvezdah. Aleksisa bomo vprašali, koliko si predstavlja vesolje, ostali verjetno tudi že nekaj veste, ampak vseeno predlagam, da bi morda se spoznali s temi osnovnimi pojmi ali pa vsaj, da vidimo, koliko smo domači v teh pojmih in zato bi jaz kar predala besedo gospodu Borisu Kamu, da vam pove nekaj stvari, potem se bomo pa lotili še o zvezdi, kar je naša glavna tema danes. Torej, pozdravljeni še moji. Prosilijo me, da vam predstavim nekaj osnovnih pojmov oziroma poskušam predstaviti, kako to zgleda. Najbolj pomembna je seveda zvezda, ki žari. To je naše sonce. Nekaj besed bomo povedali o našem soncu zaradi tega, ker nas greje in moramo vedeti, da sonce pozne v prostor. Predvsem pa energijo, ki jo pošilja v prostor, pomeni, da bi lahko primerjali za 600 000 bilijonov krških elektran, ki gre v prostor. Na našo oblo, na vrh Zemlje, pa prileti 1400 vatov na 1 kvadratni meter. Kaj to pomeni? Doma imamo radiator 1000 vaten, zdaj si pa predstavljam, na vsak kvadratni meter vsako sekundo 1000 vatov prileti. In zato je pri nas toplo. Če zdaj pogledamo sonce kot tako, moramo vedeti, da ima na površju 20 000, okrog 5000 stopinj. Meni, da v njegovi jedru je 15 do 17 milijonov stopinj. Kako si zdaj to žarečo kroglo predstavljamo? Vsak je gotovo bil na kakšnem pikniku ali doma, se približujete štedilniku, na primer. In zmeraj bolj vroče je. Ta žareča krogla, sonce, ima na površju sicer okrog 5000 stopinj, ampak v notranjosti je okrog 17 do 15 milijard stopinj, da se dogajajo jedrski proces. To je dobro vedeti, pa morda tukaj omenimo še pri našem soncu, da je prvi, ki je določil na površju
temperaturo bi naš Jožef Štefan s svojim znamenitim zakonom o toplotnem segrevanju. Zdaj, če malo povemo še o Soncu, te krogli, ki je šla okrog, je treba vedeti, da ta krogla, če bi jo primerjali z maso Zemlje, pol bi se predstavil, vsak si že guncal, da imate vesoljsko tehtnico oziroma ugalnico na eno stran, postavite Sonce, na drugi strani bi pa mogli dati 333 tisoč Zemelj, da bi bilo to v ravnovesju. Vendar moramo takoj povedati, ko gledate Sonce, da gledate približno 8 minut v preteklost. Kar se je dogajalo na našem Soncu, se je dogajalo pred 8 minutami. Toliko časa potuje svetloba do nas. Morda še to, da govorimo o Soncu, da boste približno vedeli, koliko je veliko noter v samo Sonce. Če bi primerjali pol mere Sonca in Zemlje, jih rabimo 109 primerov Zemlje, da bi bil enako Soncu. Zanimljivo sem omenil Sonce, kajti v našem vesolju, v bližnji daljni okolici je ogromno takih in podobnih zvezd, ampak vedeti moramo, da je Soncu podobnih nekaj zvezd, nekatere so 100-krat, 1000-krat večje, močnejše, ko sevajo v prostor. Morda še za maso smo povedali, zdaj pa naše Osončje, to se mi zdi pomembno, smo mi, okrog tega Osončja letijo planeti. In na teh planetih smo seveda tudi naša ljuba Zemlja in ta naša Zemlja približno s 30 km na sekundo gre okrog Sonca. In 30 km na sekundo. To pomeni, da bi mi lahko v eni sekundi bili do Medvod in nazaj. Ali z drugimi besedami povedano, če bi šli, to izrazili v kilometrih, to se pravi, da bi pomnožili vsako sekundo, dobimo 108 tisoč km na uro. Zdaj si pa vi to predstavljate. In seveda zdaj okoli Sonca poleg planetov krožijo več planetov. In najbolj pomembno je to, da vemo, Sonce je žareča krogla, Zemlja in planeti so pa nekako mrtvi. Rekli so jim tudi popotniki, vandrovci. In omenimo samo, na primer, Jupiter je največji planet v našem Osončju in zdaj bi in na drugi strani našo Zemljo. Sonce si, Jupiter si predstavlja tale kroglica, Zemlja je pa takle mehna proti njemu. Tako da dobite kajti za Jupiter in proti Zemlji bi mogli spet tehtnico imeti na eni strani Jupiter, na drugi strani bi pa morali dati, da bi bilo v ravnovesju 317 Zemlj. In da boste mehni dobili občutka, ne gresta, to je frnikula, ki naj predstavlja Zemljo in Jupiter, te videli, kakšna je razlika. Da ne bomo zdaj predolgi, bi rad omenil še tole. Zvezde se združujejo v sisteme, ki jim rečemo galaksije. Galaksija je ena izmed največjih stvari v vesolju in vi poznate našo rimsko cesto. Zvezde, ki se združujejo v ogromne sisteme, ki jim rečemo galaksija, in seveda ustavili se bomo pri naši galaksiji za trenutek, to je rimska cesta, ki ima obliko špirale in ovalnega valja. Tukaj je približen model naše galaksije, pa bo šlo okrog. Če boste občutili, tiste majhni zrnci, to so zvezde, večje kroglice, so zvezdne
kopice in na sredi imate še mehen bolj odebeljen, to je središče galaksije, v kateri imamo mi črno luknjo. In to naj gre okrog, da boste dobili občutke, in medtem bom pa hitro povedal nekaj podatkov, da boste lažje razumeli. Na eni koščku boste opazili X. To je tam, kjer je naša Zemlja oziroma Sonček, ki potuje okrog naše galaksije. Pa naj gre to okrog. Torej, naša galaksija ima primer 130.000 svetlobnih let. Tisto središče, ki je odebeljeno, pa ima 15.000 svetlobnih let. Masa takele galaksije, na kateri smo tudi mi doma, ima približno 400 milijard zvezd. Ko sem to delal, si bi predstavljate milko, pa tudi ne morate prešteti. Toliko je teh zvezd. Ne smemo pa pozabiti, da v tej naši galaksiji seveda so tudi zvezde, ki imajo svoj planet okrog sebe. Ta trenutek, ko mi tukaj sledimo, se gibljamo okrog Sonca, smo rekli 30 km na sekundo. Ampak tam, ker sem rekel, na 2/3 od galaksije smo tudi mi. In gremo okrog jedra te galaksije, ki ima špiralne veje, kakor neka vetrnica. In okrog galaksije ta trenutek potujemo s hitrostjo 220 km na sekundo. Če si to zdaj predstavljate, pomeni, da bi v eni sekundi približno prišli do Pirana, Kopra in nazaj. V eni sekundi. In to pomeni, da se dosti hitro gibljamo. In seveda naša galaksija tudi potuje po prostoru. Zdaj, če bi tale model takole vrgel, bi letel po prostoru in ta prostor se giblje s hitrostjo okrog 500 km na sekundo. To je naše trenutno gibanje. Seveda, podobne galaksije jih je nešteto v vesolju, najbližje nam je Andromeda, ki je oddaljena od nas 2.200.000 svetlobnih let. Ne smemo pozabiti, da poleg tega planetov in zvezd najdemo v vesolju še nekaj. Povemo pa še eno zanimivost, ki morda jo niste vedeli. V zvezdu Herkula je zvezda, okoli katere potuje planet. In v preteklosti, par let nazaj, je mednarodna astronomska zveza dovolila, da si človek, da se vsaka država izbere, če želi en eksoplanet. To moramo povedati, da so v vesolju tudi zvezde, ki imajo planete, tako kot naša Zemlja. Eni so planeti so večji, nekateri so celo podobni naši Zemlji. No, mi pa povejmo, kar morda ste pozabili, pa ne veste, da imamo v Herkulu okrog zvezde svojo zvezdo, ki se imenuje Irena, ki smo jo sami lahko ime podali, in planetu, ki kroži okrog nje, se imenuje Istok. Irena Istok, pod svobodnim soncem. Bil v Sloveniji takrat razpis in so izbrali te dva na podlagi, seveda, tega ne. Pod svobodnim soncem. Pod svobodnim soncem, ja. Zdaj ne bomo zdaj predolgi. Res bi podobno, ker ste to brali v prejšnji leto, februarja, januarja, ste imeli tudi komet. Kaj je komet? To je vandrovc, ki pride iz vesolja in gre okrog Sonca, eni grejo v daljavo. Tele so vam prinesel primer krompirja, ki naj gre okrog, približno takole izgledajo.
za občutek. Seveda, zdaj bo kakšen rekel, je prevelik, manjši ga nisem imel, da bi no, ampak v glavnem. Naprimer, heliokomet je se gibale okrog Sonca za periodo 76 let. Pa seveda vsi imajo elipse in tako naprej. Eni bolj zažarjeni imajo celo rep. Ta krompir sem vam dal zato, da ga obtipate, kajti heliokomet je imel primer po dolžini 15 km, to se pravi od Ljubljane do Medvod recimo, in širino je imel pa 12 km. Tako da dobite občutek, da tudi to kroži po nebu. Seveda lahko bi tudi še omenili par drugih stvari, kot so utrinki, ampak te so po moje najbolj osnovne stvari, ki jih je treba vedeti. Posebno pa zavedati je treba, da naša galaksija potuje in da se nam recimo približuje druga galaksija, to je Andromeda, in se bo ta enkrat združile in bo nastala večja galaksija. In temu rečemo tudi globoko vesolje. Na eni strani so zvezde blizu, na drugi strani pa govorimo o galaksijah, ki so znatno dalj. Če vi pomislite na eni strani, da imate do Sonca 8 minut, do najbližje galaksije pa rabite 200 tisoč svetlobnih let, toliko let svetlova potuje do Sonca. Tole bi bilo za osnovo, in če želite še kaj. Super, najlepša hvala, gospod Boris. Odlično predstavljeno. A ima kdo kakšno vprašanje še glede tega? Toliko se nam že vrti v glavi od vseh teh hitrosti, a ne? Še dobro, da nič ne čutimo tega, a ne? Jaz bi imel nekaj. Ja, prosim. Za Alfa Centauri pa prosim, Centauri, date malo to pojasniti, zakaj se točno gre. Ja, to je nam najbližja zvezda. Tako. To je glavna ideja. To je isto ime ali je to različna dva stvari? Ne, niste različne. To je isto? Proxy. Koliko je pa to oddaljen? To je pa 4,2. svetlobna leta. 4? Ja. Aha. Ja. Kaj je svetlobno leto, ja? Eno svetlobno leto je razdalja, kjer svetlova prepotuje v enem letu. 300 tisoč. Ja, torej, na sekundo. Gospod rekel, hiti pa skozi prostor za 300 tisoč km na sekundo. Kristija, daš tisto knjigico samo. V enem letu pa prepotuje torej svetlova 9,5 bilijona kilometrov. Tako. Ne? Če si to lahko zdaj predstavljate, zato imamo pač v astronomiji svetlobno leto, eno svetlobno leto, ki predstavlja 9,5 bilijona kilometrov, ali z besedami povedano, hitrost razdalja, ki svetlova prepotuje v enem letu. Ne? Tudi dobite občutek. To je ogromno. Ogromno. Nepredstavljivo, ne? Nepredstavljivo so te pol, ko bomo zvezdi povedali še par zanimivo. Še ena gospa ima tukaj vprašanje? Ja. Jaz sem pa do zdaj leta bila videča in v Lesah sem živela in sem videla nad Karavank z vso hitrostjo en žareči predmet, tako proti, ampak s tako hitrostjo, kot je eno malo sonce, tako žareče, kot med zlato, oranžno, z vso hitrostjo in jaz sem se tako strašila, pa je pa to zginilo, se je razblinilo, kaj bi to bilo? To so meteori, ki priletijo, recimo malo manjši kot komet in ki prileti v zemeljsko atmosfero in močno zažari in če zelo zažari, rečemo boloid, a ne? Če pa ne, tako močno nažari, pa samo rečemo, da je zažarel. In to pade? Ja, se v naši atmosferi po večini zaradi trenja razleti, velikokrat pa se zgodi, da delno razleti in padajo delci na zemljo. V Narodoslovnem muzeju Slovenije pa hranijo
ostanke meteorja, ki je zažarel, kot je gospa rekla, so jih potem, ko pade na zemljo, pač astronomi, ki sledijo, poskušajo določiti, kje pade na zemljo in to iščejo. Če se spomnite, in tam imate primerke, kar so našli na naših okrog, mislim, da je bilo Mnoga mesta. Mežakli, Mesto, so našli te delce in so zdaj v Narodnem muzeju Slovenije, kjer jih lahko vsak pogleda. A so to mogoče črne barve, ogromni kolosi skal? Ja, to so. V Zavratcu so take skale, pa noben ni znal mi povedati, kaj bi to bilo. Ogromne skale, črne barve. Ja, zelo velike ponavadi, če meteor pade, so manjši delci to. No, jaz si zdaj nisem tipala, ampak tako večje, pač kolos malo. Zavrač pa ne vem, to No, moram hvala. boljše, da rečem, da ne vem, kakor da nekaj filozofiram. Pa tisto, kar je v Sloveniji padel, imate Narodnem muzeju Slovenije. Še nekaj imam. To je tisti, ki na Yucatan padel, pri 60 milijoni. Dobro narejeno. Tole, mislite, ta tundra je šla. Ja, takrat je bil pa večji, ko se včasih tudi bojijo in je bil niz gor, ki se je padel in je naredil krater in je bila katastrofa. Tako tudi nekateri domnevajo, da so dinozavri, ko bodo se to bo vezalo. Spomnite se pred let, ko je v sovjetski Rusiji tudi močno se zabliščal in cel preletela, ampak ves ni padel. Ker ste že to omenili, je pa treba vedeti, da obstojajo tudi v Sloveniji te majhna telesa, opazujejo predvsem v observatoriji Črni vrh nad Idrijo, imajo programe, ker te mala telesa oziroma kometi ali pa recimo kakšen tak asteroid, ki včasih piše, ali bo padel na zemljo, jih spremljajo, imajo in se zdaj študirajo, če bo kakšen padel na zemljo, da bi lahko prej reagirali. Če se spomnite v zadnjih literaturah, so že poskusili na bližnjem tak asteroid vršiti bombo oziroma preseliti, če bi mu lahko spremenili orbito, če bi v bližini Zemlje bil. Vedeti pa morate, da tukaj deluje sila gravitacije in seveda ti moraš iz te orbite, ki jo ima, močno udariti, da spremeni smer. Jaz si vi predstavljate, da se boste z avtomobilom in če ste dosti hitri, mora biti kar močen sunek, da vas bo malo zamajal. Spomnite pa se, recimo, ki je burja na Primorskem, upozarjajo, da bo sunek burje 100 km na sekundo, da imaš kakšen avto, že čutiš, posebnim sklanjavami, pa ne prepovejo voziti. In to je pač bila osnovna ideja, tukaj na avtocesti, na Primorskem, zavarujejo s tem, da kamioni ne zletijo, da jih opozorijo. Prav tako bi teoretično lahko asteroid, ki bi se približal Zemlji in videl, da bi padel, da bi ga z neko dodatno silo premaknili, da ne bi šel po tej orbiti, ampak da bi malo spremenil. To je zdaj tendenca teh opazovanj malih teles, ki jih imate. Pri nas so kolegi na Črnem vrhu nad Idrijo, ki se s tem ukvarjajo. Jaz se spomnim, kako sem si zapomnila razliko med meteorjem pa meteoritom, rit, da pade na rit, kako že, Janja? Torej, meteori so tisti drobni delci, ki zgorijo v zračju, to je tisto, čemu pravimo zvezdni utrinek. Meteoriti so pa tisti, ki ste najbrž vi videli, kar pade potem na zemljo. To so meteoriti, ki so pač drobci. Ki padejo na rit. A je tako? Ja, samo eno, ko ste že omenili utrinke, vsak komet več ali manj
naredi rep. In sedaj morate predstavljati rep, recimo, kako da imajo kakšen fazan, rep, ki je prines, pa malo izdelcev in ko zemlja zaide v prašni delec te kometov, tega repa, dobimo trinke, če ste slišali, geminidi so znani, pa Lorenzo z perzeidi in tako naprej. Ne. To so postanki kometov, repa kometov, ki so mehni delci in zaželijo v zemeljski atmosferi. Priletijo pa okrog 100 km/h v zemeljsko atmosfero, prije do trenja in zato zagorijo. Jaz bo še eno vprašanje. Zakaj pa zmeri konci julija pa začetka avgusta je to bil tisti mesec? Ja, zato, ker takrat zemlja pride v tisto območje, ker to ni zmeri je isto leto, zmeri. Ja, pač na nebu je pas teh prašnih delcev in ko preletimo mi mimo, ali pa zberam takrat, ne. Pa vedno si moramo nekaj zaželeti, ne? Ja, Pa vidimo trink, ja? Tako pravijo, ne? Ker so močnejši. Ja, tako. Hvala. Ja, kot dimnikarja. Hvala lepa. Tako, hvala. Ja, zelo zanimive stvari, res. Zdaj pa bi se lotili kar o zvezdi. Janja, mi boš pomagala. Namreč, zdaj koliko mi vemo o zvezdih? Kaj je pravzaprav zvezdje? Kaj bi lahko rekli? Čisto tako preprosto povedano. Veliko zvezd kot je sonce. Aha, okej. Zakaj pa rečemo enemu zvezdi v zvezdi, recimo veliki voz, zakaj? Bi rekli, recimo... So bolj skupaj. Bolj so skupaj, ja. Postavitev ima kot voz. Ja, točno tako. Odlično. Jaz sem zdaj pripravila za vas eno postavitev zvezd, 5 zvezd je tukaj. In zraven na levi strani imate špakco. In boste skušali te zvezde povezati. Namreč, tako so tudi ljudje, jaz bom kar dala v roko. Asistenti boste malo pomagali. Vogrinčiču, ja. Aleksis, ja, potem bomo dali še... Dobar dan, gospa, bom še živja, nisem rekla, živja, Ksenja, zdravo. Ja, vem, ja. Tole še gospodoma, jaz sem imela 6 prijavljenih, zato imamo samo 6, ampak kako? Boste slepi potnik? Aha. Potem boste pa pri Vikiju pogledali, ja, tako. Kaj hočem s tem povedati? Namreč 5 zvezd na nebu in seveda ljudje vedno skušamo najti nek smisel v tistem, kar vidimo, ne? To se pravi, 5 zvezd so videli na nebu, recimo, in so rekli, dajmo jih nekako posmiselno povezati. In to, kar imate v roki, je pravzaprav zvezdje Kassiopeia, ki je lahko, če ga gledamo iz ene strani, je vidna črka M, če pa obrnemo, je pa dvojni V, vidna črka, ja, tako. Pa skušajte mogoče tako povezati, da boste povezali v črko M. Ampak lahko pa tako kot Ali pa B. nekateri, lahko pa tudi kako drugače. Ne? Tako. Ampak takrat so se tako odločili, ne? Tako. Da bojo tako povedali. Se pravi, Vaši pisavi je v Brajlovi. ne bravi, vidna. Tako, ja, tako. Tako, bravo, odlično. Pa te imate še eno gor. Tako. Zdaj lahko kar zapneva, tlele recimo, da ne bo v azbutsko zapeli. Kaj sem zdaj to naredila? Tukaj ste, evo, Kaj je, prikazuje to? Kassiopeia. Kassiopeia, v zvezdje, ja, tako. Zdaj mogoče še predsedniku, kaj nima. Ja. Zdaj smo si mi vtipali v bistvu pozicijo ozvezdja, ki se imenuje Kassiopeia, ampak zdaj pride pa težji del na vrsto razlage. To, kar zdaj je bilo enostavno, smo čutili to črko, vidno črko M ali pa dvojni V, vidni, ne? Ampak mi si moramo pa predstavljati, da to niso zvezde, ki so kar prelepljene na nebo v eni ravnini,
ampak sestavljajo zvezde, ki so zelo ene blizu, ene pa daleč. In jaz sem naredila eno škatlo, kjer skušam, mi boste vi povedali, če sem uspela sploh, ampak skušam pojasniti, da to, kar mi vidimo na nebu, niso ploščati liki, ampak gre v globino, kako naj to razložim. Prostor, tako. Torej, to, kar mi vidimo, kar mi vidimo na nebu, pa tukaj na eni strani škatle boste lahko otipali, ampak to ni tako, kot so te zvezde postavljene zares v vesolju. Te zvezde so od nas različno oddaljene. Mi jih samo tako vidimo. Od Zemlje, tako. Od Zemlje, ja. Tako. No, in ko boste šli pa z roko v škatlo, boste videli, da so zvezde nanizane na vrvicah in bo v bistvu to prikazovalo, kako daleč od nas, od Zemlje, se te zvezde v vesolju nahajajo. Pa boste zdaj povedali, kako, pa bomo mogoče zdaj tukaj začeli. Tako. Če boste... A lahko vam dam v roko? Tukaj spredaj je ozvezdje Kassiopeia, ki ga že poznamo. Noter v škatli so pa te zvezde, imenujejo se navadno po grških črkah, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, so te 5 zvezd. In najbližja je 50 svetlobnih let, bolj oddaljena pa 500. To je velika razlika, ne? In jaz sem skušala te kroglice tako postaviti, da boste videli, da so ene bližje, ene dlje. Tako da, to je tudi Kassiopeia, ja, ampak to je v bistvu realna postavitev zvezd v vesolju. Mi jo pa vidimo... Ja, ne, vidite jo v bistvu tako. Mi vidimo to. Ploskovno je tako. Tako, ploskovno vidimo roba škatle. Tako. To je zelo težko razložiti v bistvu. Jaz sem pa vmes, Janja, boš ti razložila, jaz bom pa kar vmes, da ne izgubljamo časa, vam povedala, kako so zvezde dobile, lahko se bomo potem še individualno lahko gledali, a ne? Kako so zvezde dobila imena? To bi tudi verjetno gospod Kam veliko povedal o tem, da je pravzaprav malo ozvezdje ima imena po stvareh. Večinoma so to ali po mitoloških junakih, bogovih in tako naprej, ali pa po živalih. Tudi po živalih jih imamo veliko. Recimo veliki voz je pa seveda asterizem, to pomeni, da je del ozvezdja veliki medved, spet žival, ampak spominja na voziček, ne? Tako, kot smo prej rekli. No, Kassiopeia je bila pa ena etiopska kraljica, ki je bila zelo, zelo lepa, ampak je bila tudi zelo važna. In se je hvalila, da je blazno najlepša na svetu in da je lepša, kot so nimfe Pozejdonove hčere. In seveda, ko je Pozejdon to slišal, pa one tudi, so se zelo razjezile in so rekle, da to pa ni šans, da bi bil pa kakšen smrtnik lepši kot pač nimfe. In so želele od svojega očeta Pozejdona, da naj kaznuje to nečimrno kraljico Kassiopeijo. In potem je on dejansko poslal, ko se je razjezil, je poslal na njihove obale strašno pošast kita, ki je žrl vse po vrsti in tako naprej in uničeval pridelke in so seveda vprašali potem preročišče, takrat so se zelo zanašali na preročišče, kaj naredijo, da bo ta kit odšel. In so rekli, da mora kralj Kefej žrtvovati svojo hčerko Andromedo. Smo že slišali za Andromedino meglico danes, ne? To je seveda iz grške mitologije. In da jo bo ta kit požrl. In seveda so ljudje tako pritisnili na tega ubogega kralja Kefeja, da je svojo ljubljeno hčer Andromedo moral prikleniti na obalo. In ta kit je prišel, da jo bo požrl, ampak seveda zgodba se ne zaključi tako, da bi ta lepotica umrla, ampak je mimo prijezdil na Pegazu slavni junak Perzej, vzel iz torbe Gorgonino glavo, ki jo je malo prej ubil, kar tako za šalo, meduzino glavo, in meduza je imela značilnost, da če jo pogledaš, da okameniš, in potem je seveda ta kit pogledal to meduzino glavo in se raztreščil v čeri. In on se je seveda potem poročil z
s to bogo Andromedom, ki je bila rešena. Ta Kasiopejo so pa za kazen dali na nebo in tipično je, da se vrti okoli navideznega severa, to se pravi okoli severnice in del noči je z glavo navzdol na prestolu. To je v bistvu kazen njena, ne? Da nekaj časa je tako, potem se pa obrne okrog in visi z glavo navzdol, to je da lahko takrat razmišlja o tej svoji nečimrnosti. A vidite, vsako ozvezdje ima v bistvu eno tako zgodbo. Zdaj, poimenovanja ozvezdij so zelo stara, naprimer že Babilonci so poimenovali ozvezdja, niso bila pa vedno taka kot danes, a ne. To, kar ste rekli, če so zvezde skupaj, lahko jih tako damo ali pa tako, ne. Tako da se spomnim, da je, ko sem pisala knjigo Berenikini kodri, sem zasledila pač en podatek, da so bile zvezde v ozvezdju leva, potem se je pa nekdo spomnil in je naredil svoje ozvezdje Berenikini kodri. To pa spet ena druga zgodba, ampak o tem ne bomo danes. Mogoče bi pogledali še tole zdaj vsi skupaj Kasiopejo. Prosim? Kje se bere? Jaz imam v roki knjigo Zvezdni miti in legende, ki sta jih napisala Marjan in Stana Prosen. To sta zelo znana poljudna astronoma, ki tudi za otroke pišete in tale knjiga ima recimo o skoraj vseh, mislim, da 40 ozvezdij govori in so vse zgodbe opisane, tako da če bo koga zanimalo, si lahko to sposodi. Luka, verjetno v knjižnici slepih pa tega ni, a ne? Mogoče bi bilo zanimivo. Ja. No, bi bilo zelo zanimivo, bom to knjigo, ti bom pol pokazala, Luka, pa se prebere ali pa prestavi v brajico, res. Imamo noter Herakleja, imamo Oriona, o katerem bomo tudi nekaj rekli, samo da gre tole zdaj okrog. Potem pa vam to še predstavim, z Janjo smo naredili, z Janjo Plazar, ki gre zdaj okrog, smo naredili tipanko s prstki do zvezd, o kateri sva se odločili pač za 14 ozvezdij, težko je vsa ozvezdja tipno predstaviti, ampak tukaj noter sva pač predstavili malega medveda in njegov asterizem mali voz, velikega medveda in asterizem veliki voz, Kasiopeja, o kateri smo že govorili, voznik, ki je mogoče pomemben zato, ker ima glavna zvezda je Kapela, kar pomeni po latinsko koza in ima še 2 zvezdici zraven kozlička. To so te zvezde, ki so najsvetlejše na našem nebu. Lira sploh, a ne? Lira, vam je jasno, da je dobila ime po Orfejevem glasbilu, Liri. In je tudi zelo svetla, modrikasta bela, najsvetlejša zvezda je Vega. Labod, prosim? Aha, ja. No, zanimivo vprašanje, namreč v bistvu zvezde so same na sebi lahko zelo močne, ampak če so bližje nam, bodo bolj močne, če bodo pa daleč, pa ne bodo toliko dobro sijale, ne. To se pravi, navidezno svetlost mi gledamo. In jaz sem v bistvu v tej knjigi sva naredili zvezde z različnih oblik, tiste, ki so večje, ki jih mi vidimo večje, sva naredili drugačne. Z biserčki sva označili, katere zvezde so večje. Ko boste gledali to knjigo, boste videli, da so ene zvezde kvadrataste, tiste so večje, to so velikosti nič. Tukaj pri velikosti je tako, da so, če je minus, pomeni, da je zvezda da je videti večja. Recimo Sirius je pri nas, Sirij je največja, najbolj močna zvezda, zato ima -1 svetilnost. Ja, to je hecno, pa to je astronomija, ampak to si je že preveč komplicirano, ne? Mogoče bi vi bolj enostavno razložili lahko to. Temu, kar je povedala, to so magnitude, ne? Svetilnost. Zdaj, najboljše je morda, da takole razložimo. Prvo, kar bi tukaj razložili o magnitudi, to je navidezna, to je Hiparh, že 250 let pred našim štetjem pogledal v nebo in rekel, ta zvezda je najmočnejši svet, tam malo manj in tako dalje. To si bi lahko predstavljali takole, da vi poslušate trobento in eden trobento zapiska recimo s
10 metrov od vas, drugi 30 metrov, četrti še dlj, ali pa eden pri 100 metrih z trobento. Glas, ki ga bomo slišali, je različen. A ne? Ta, ki je najmočnejši, ki je bil blizu, a ne, če bo rekel, aha, to je magnituda 6, namreč navideznih magnitud je 6. Najbolj močna, a ne, bo pa ena, še močnejša bo -1. Tako je. Recimo naše Sonce ima magnitudo -24. Zdaj, prele so, če lahko še nekaj razložim, ali pa poskušam, da boste lažje razumeli, ko govorimo o zvezdah in pri teh zvezdah, ja, kaj imam pa zdaj, aha, no, saj ni pomembno. Mi smo govorili recimo o Severnici. Kaj pa imam zdaj, sam trenutek, mi ne štima, če lahko. Čakajte, se bi ja, pardon. Severnica, ne, najbolj znana, po njej so se orientirali. In zdaj, da bi lažje razumeli razdalje, če pobrskate po literaturi, dobite, da je od nas oddaljena 432 svetlobnih let. To pomeni, da je svetloba potuje 432 let do nas. In če pobrskate po literaturi, boste ugotovili, prvič, da je svetloba v tem odpotovala okrog leta 1591. In to se pravi, mi gledamo v preteklost, v leto 1591 svetlobo, ki je v tem odpotovala. Če pobrskate po literaturi, se je takrat približno rodil Descartes. Ali pa, na primer, prej je bilo govora o Siriju. Sirij je pa oddaljen od nas le 8,6 svetlobnih let. To se pravi, da je svetloba, zdaj pa pozorno poslušajte, odpotovala od tam leta 2014. In kdor ima dober spomin, je takrat naša Tina Maze osvojila zlato kolajno v smuku. Se pravi, takrat, ko je ona to osvojila, je svetloba iz Sirija pripotovala sem. A ne, toliko, da dobite občutek. In še eno, če pobrskate po literaturi, še ena zvezda znamenita v Volarju, ki se imenuje Arctur, ne, se mi zdi pa zato zanimivo, je pa svetloba potuje 40 svetlobnih let. To se pravi, pogledamo v leto 1983, takrat je svetloba odpotovala, zdaj dobimo malo te razlike. No in spet, kdor je bral zadnje čase tisk, tam bolj na športu, je ravno Tine Maze imela takrat 40 let letos. Ne? In to pomeni, da je takrat, ko se je ona rodila, svetloba, gledamo svetlobo, ki se je takrat leta 1983 oddaljila, začela potovati proti nam. Tako da dobite ta občutek. No pa še, ker je bilo govora, danes bo govora o Orionu, tam sta res dve znameniti zvezdi, Rigel in Betelgeza. Kolegica vam je že povedala, da bojo različne barve. Mi pa povemo njihovo oddaljenost. Recimo Rigel, ki je mogočna zvezda, samo toliko, ne, 40-krat večji izsev ima kot naše Sonce. Zdaj si pa to predstavljajte. Oddaljen pa je od nas Rigel 775 svetlobnih let, torej gledamo svetlobo, ki je odpotovala leta
1248 in tisti, ki imate veselje do zgodovine ali pa ste prebrali, takrat je lih postala kraljica Izabela Aragonska. No, še v Riglu, ki sem že pri tem, je zvezda, ki ima magnitudo 0. To se pravi, da je zelo svetla in ima večji kožnični žaromet, mu rečemo. No, in še ena zvezda je tukaj v Orionu, ko bomo potem govorili o njem, je Betelgeza. To je tista zgoraj, ko bomo pogledali. In seveda je pa 430 svetlobnih let oddaljena. Zdaj, če sam pogledate Orion, je ena na 750, ena pa na 400 oddaljena. Ne? Se pravi, v globino je treba gledati in zvezda Betelgeza je rdeča nad Orjakine in tako naprej. Prej sem govoril o zvezdah in dobite podatek, da ta zvezda v Betelgeza, tako lepa zvezda, ki je, vanjo bi lahko spravili celotno orbito od Sonca do Marsa. Zdaj pa predstavljate, koliko je to velika in ima 8400-krat večji izsek kot naše Sonce. Torej gledamo, če Betelgezo pogledate, gledate v preteklost, smo rekli 430 svetlobnih let, to je v leto 1593 je svetloba odpotovala in je potovala 430 let. No, v tistem času je pa bil slavni Galileo Galilei. To za dodatek ali pa za lažje razumevanje. Je v redu? Ja. Še kakšno vprašanje? Jaz bi nekaj vprašal. Baje, da je mega zvezda najbližja Pollux, ne? To je v dvojčku. Ja, Castor pa Pollux, ampak je Pollux bližji. Ja, to pa ja. Ja, ampak je najbližja mega. Ali je kakšna bližja? Kako mega? Mega zvezda. Ja, Orjakinja. Orjakinja. Ja, to lahko zdaj pogledam, tamle pa bom odgovoril. Mislim, da je to kviz za to. Bom to zdaj na pamet, ne vem, bom tamle eno knjigico pogledal. A ni 88, zdaj se malo zgrešil, ali je v Sonči, ali je 88 V zvezdi. O zvezdi. Znanih v zvezdi. Zvezdi 88. Ja, ki jih je človek spoznal in je si narisal zgodbe. Pa neka formula obstaja, telele eksoplaneti, da je neka formula obstaja za ugotovitev, koliko je možnost, da je življenje nekje drugje. Ni neka formula. Ja, je, to pa je, ja. Pa je treba... Jaz sem pozabil, to je bilo enkrat gor, ker so razni ti elementi, ki prikazujejo, koliko je možnosti. Ja, to pa je, ja. To raziskujejo, kje bi bila približno take razmere, kakor pri nas na eksoplanetih, a ne. Morate pa vedeti, da se eksoplanetov zdaj že 1000. Čez 1000, vsak dan jih odkrivajo. Če ni celo 3000, so rekli zadnjič. Ja, praktično, danes boste pogledali, bo taka številka jutri na teh... Ki je možno, da bi bilo življenje. Ja, za življenje jih je pa bolj malo. Je bolj malo, tako. Ja, ker nekateri so prebližni in je prevroče, kakor na Merkurju. Ja, so bakterije dejansko. Ja. A povemo še zgodbo o Orionu, ko ste Ja. že... Jaz sem še vprašala Seveda. za mornarje, recimo kompas. Kaj pa ta kompas, pa severnica, ki določa smer? Kaj pa to vpliva? Ne, to so stopinje, ne? Zemeljska os. Ja. Če si to mislite zemljo, to je okroglo in si mislite tukaj le takole, čez tole kroglo, po primeru premico, to je svetovna ali nebesna os, je naša zemlja nagnjena za 46 stopinj približno, 23. In pomemben je zdaj, da ta nebesna svetovna os kaže proti severnemu nebesnemu polu na eni strani, na drugi strani pa južnemu nebesnemu polu
in se tako vrti. Namreč naša nebesna oblast, se morate zavedati, se navidezno vrti. To, a ne, navidezno vrti. No in severnica je pa trenutno samo eno polovico stopinje stran od severnega nebesnega pola in zato se lahko orientiramo. A ne? Če od te severnice navzdol potegnete, vidite zemeljski sever oziroma na drugi strani je tole, no, južni pol. In to je ta magnetizem, ki Ja, magnetizem je pa nekaj drugega, je tudi magnet, ja. to moram ločiti. Ampak zato, ker je ta os nagnjena, reče se na ekliptiko, nagnjena, zaradi tega imamo, ker gremo po elipsi, zaradi tega so potem tudi letni časi, a ne, ker je sonce. Vse to imamo nekaj teh predlog, tako da boste kasneje lahko tudi potipali te zadeve, ki so bolj natančne. Mogoče gremo zdaj Kar Horionu, ja. Horionu, ki smo ga že omenili. Jaz sem naredila tudi take predloge, tako da lahko si pogledate ozvezdje Orion. Janja, boš ti razdelila. Imam 4 take liste, imam pa 4 v slikanici, tako da Kristi boš ti tudi pomagala, prosim. Jaz vam bom pa zgodbo povedala o Orionu, o glavnem. Omenjeni sta bili že 2 veliki zvezdi, ki sta v zvezdju Orion. To sta Betelgeza, kar pomeni rama, in je rdeča nadorjakinja, ki je 1000-krat večja od Sonca, gromozanska je, pa Rigel, ki pomeni noga. Zdaj, zakaj je rama pa noga, Aleksis, kaj misliš, koga bi to predstavljalo, če je rama in noga, kdo bi to imel lahko? Aha, to je bil velikan. Orion je bil gromozanski bojevnik, velikan, in ker je to eno največjih v zvezdi, če ne celo največje poleg Device na našem severnem nebu, so videli v teh zvezdah, koliko zvezd ima Orion, kdo ve iz pesmi? A imamo kakšno pesem? 7, ja. Ja, točno tako. Njegovih 7 zvezd, ne, tako. V drugi pesmi, 2 pesmi sta Orion saksofon in pa čez 1000 let, ko naj več ne bo, ne, poznamo. Ja. No, to se pravi, Orion je podoben, videti je tako, kot boste utipali, zgoraj naj bi imel rame, takole, ja, potem ima pas in za pasom meč, ki visi navzdol in potem 2 nogi. In boste utipali, da sta te 2 zvezdi zgoraj, je ena zvezda malo drugače utipna in pa rdeče barve, to je Betelgeza, kjer smo rekli, da je rdeča orjakinja, spodaj je pa tukajle malo drugačna, je pa kvadratasta, zato ker je druge velikosti, smo rekli, da je pa velikost nič. To se pravi, jaz sem označila tako, medtem smo označili tako, da smo naredili različne te biserčke, da lahko ločite ne samo po barvi, ampak tudi po obliki. No, zdaj pa še nekaj o Orionu. Bil je velikan, kot smo že rekli, in zelo dober lovec in o njem kroži kar nekaj zgodb. Ena zgodba je taka, da v glavno v vseh zgodbah je imel pa težave z ženskami. Ja, to se pravi, pravijo, da je bil pa tako velik, da je pri hoji po morskem dnu, da mu je glava kukala iz valov. Izstopal je pa tudi po lepoti, lovski spretnosti in silno razburljivi življenjski zgodbi. Po eni zgodbi je bilo tako, da se je vanj zaljubila Artemida in ker je bila tako grozno ljubosumna na drugo boginjo jutranje zarje Eos, ga je iz ljubosumja ustrelila, naj bi tako žalostno končal po prvi zgodbi. Druga zgodba je malo drugačna, spet sicer gre za žensko, ne, to se pravi Artemido, sta se zaljubila, bog Heli, ki je bil pa brat Artemidin, je bil pa seveda jezen in to ni šlo, ne, da bi se pečali kar z ljudmi. In ker je bila Artemida odlična strelka, jo je nekega dne nahecal, da naj ustreli nekaj, kar se je zelo bleščalo v morju.
oklepa samega Oriona, od ščita se je pa odbilo sonce, tako da ona ni točno vedela, zakaj gre, in je ustrelila. In ker je zelo dobro streljala, ga je seveda zadela in ga je umorila. Potem je naredila vse, da bi ga obudila v življenje, ampak ga ni mogla obuditi in ga je potem popeljala na nebo. To je pač ena taka zgodba. Potem četrta zgodba, tretjo smo preskočili, ampak četrta mi je pa najbolj všeč. Zakaj? Zato, ker ga ubije ena mičkena žival. Namreč on se je stalno hvalil, da lahko vsako žival na svetu ubije, zadene in tako naprej, ampak ena mičkena žival ga je pa ubila. Kaj mislite, katera? Škorpijon, točno tako. Je pa tudi seveda škorpijon ozvezdje, ga imamo tudi v naši slikanici noter, in ni prav blizu, seveda na drugi strani kot je Orion, da ga ne bi ravno stalno preganjal. Pa še ena zgodba je povezana s tem, lovski psi. Mi imamo na nebu tudi ozvezdje malega in velikega psa. To sta njegova lovska psa zvesta, in v velikem psu je naša najsvetlejša zvezda Siri. In ko se je ta zvezda Siri pokazala v Egiptu, so bili zelo veseli, so rekli, juhuhu, zdaj se bodo začele Nilove poplave. To pomeni, da bo reka, ko poplavi, naredi rodovitno zemljo in bomo seveda lahko pridelovali pridelke. Rimljani so bili pa zelo jezni na to zvezdo, ko se je pač pojavila, ker jo imenujejo tudi pasja zvezda, in so rekli, zdaj bo prišla pa vročina, in zato mi imenujemo te vroče dni pasji dnevi. Ja, zaradi pasje zvezde, Sotus ali Sotis, egipčansko pasja zvezda, najmočnejša. Ja, ste pogledali Oriona? Se vam zdi kot... Rekli ste, da ima 7 zvezd. Pa jaz tole gledam, mi pa ne pride 7, ne znam pogledati prav. 1, 2, 3, 4, 5, je ta glavnih 6, ja, v pasu jih je več, ja. Oziroma te dve, tako? Tista je pa manjša, ja. Ta zgoraj je manj manjša. Tako, ja. To je rame, ja, to je rame, tako. Ta dve, pa spodnji dve, Tako? te tri so Te 3 so pas, ja. A te 3 so v pasu? Ta pas se imenuje kosci ali rimščice. Tako da če tako, pa meglica, temna meglica, konjska glava. Tako da to je zdaj Orion. Je kakšno vprašanje glede Oriona? Je podoben enemu junaku, a ne? Mene je to najlepše ozvezdje, res, jaz komaj čakam septembra, ko pride, da se pojavi, da ga lahko občudujem. Res lepo. Dobro, da ne bomo predolgi, zdaj imamo pa samo še 2 ozvezdji, veliki pa mali voz, to sta asterizma, sicer smo rekla, ne? Asterizem pomeni del ozvezdja, drugače sta veliki pa mali medved. Mali voz je zato pomemben, ker je v njegovem ročaju zvezda Severnica. To je veliki, ja. Bomo še tole potipali, zvezda Severnica se malo razlikuje. Kristina, boš ti poiskala, prosim, na začetku je mali pa veliki sta. To je tudi mali, ja, to je mali. Ja, tako. O Severnici je bilo že kar nekaj povedano. Včasih so imeli namesto kompasa, ker kompasa še ni bilo. Imenuje se tudi zvezda Stella Polaris. Tako to pa lahko da skupaj. Tako, ja, super, hvala. Taka se pa razlikuje tukaj čisto na vrhu, a ne? Ta je pa Severnica. Tale je veliki, oprosti? Mali, tlele ga imaš. Tako. Še en Orion. Hvala lepa. To sta najbolj razpoznavni ozvezdji na našem nebu.
prenašam. Potem imamo pa samo še veliki voz in smo končali, pa na vrsti vprašanja, ker smo že dolgi. A bomo od Orena, tam ste zapisali M42, te povedali. Po mojem, so že utrujeni, ja. Zdaj še veliki voz okrog, pa končamo, ker mogoče bo še kakšno vprašanje. Ja. Veliki voz, lahko še obrnete tukaj nazaj, mislim naprej, no, v resnici. Tole, ja, to je pa veliki medved. Marjeta si želi tole za svojega vnuka. A res, ja, no, daj bomo začeli izdelati. Kaj? Plača. No, daj ne nekaj, ne. Samo to, da veš, da imaš že naročilo. Kako se matram s tem, da mi prsti mi čisto razpadajo, ker treba te lepati, da veš, vsako posebej, ampak bom naredila, veš, ne. Brez brajice. To je stedija, ja. Brez brajice, pa še da dobim, veš, teh zvest zmeri, ne, in to iščem po... Vidim, da so različne. Ja, vem, ne morajo biti, nimam istih. Pa prsti bolijo, kaj lepaš. Zato vem, Kako? jaz sem zelo uvirala Ja. Enkrat pa ni teh istih, ne. z radličkom. To je pa z radličkom na kontra stvar, ja, zrcalno, ja. Čas risali. Ja, tako, ja. Vidim, da je zelo odlična debata, ampak jaz bi samo še eno stvar povedala, potem bomo pa debatirali. Veliki voz, če podaljšamo njegovo oje, to se pravi črto, zadnjo stranico ali pa med zadnjima dvema kolesoma, potem, če podaljšamo, dobimo severnico, tako da sta v bistvu veliki pa mali voz na nebu zelo blizu in lahko si pomagamo z njima, da najdemo severnico. A ne? To je ena stvar, druga stvar ste pa spraševali, zakaj sta tukaj dve zvezdi, zatipate dve zvezdi. To sta Mizar in Alkor, to sta arabski imeni in ena je, zgleda kot dvojna zvezda in včasih so jih uporabljali za preizkus vida. Če si videl s prostim očesom, da sta res dve zvezdi, potem si imel zelo dober vid. Ampak v resnici nista dvojna zvezda, ne krožita ena krog druge, ampak je Alkor precej dlje kot je Mizar, ne, precej za njim, precej več svetlobnih let za njim. Tako, vidim, da je to za vas zanimiva zadeva, mogoče še kakšno vprašanje. Smo že utrujeni, ste veliko zvedli, a se nam vrti še vedno v tej hitrosti, ker se premikamo, še dobro, da ima Zemlja svojo gravitacijo, da nas vleče dol, da ne čutimo vseh teh strašnih... Ne Zemlje, nebesne oble. To je pa bistveno. Gre za to, a ne, če vi gledate zvečer, na primer, kakor je že bilo rečeno, Kasiopeja. Kasiopeja se premika, ne. Če to jo zvečer pogledali, bo čez 1 uro bo 15 stopinj bolj desno in tako naprej. Ravno tako za ostala ozvezdja. Rečemo, da vzhajajo in nekje zahajajo. Povedala vam je, da Oriona komaj čaka septembra. Zato, ker zdaj je proti jutru, kaj se spreminja. Torej, gre za to, ker se mi vrtimo okrog svoje osi, je nebesna obla navidezno vrti. To je treba vedeti. A ne? In sicer v nasprotni smeri, kakor se mi gibljemo. In v eni uri približno naredi neko ozvezdje 15 stopinj. In neko ozvezdje, ki ga opazujete, recimo Orion, ki bo najvišje na nebu, rečemo, da kulminira, bo najlepše, ker bo najvišje, pa bo kolegica bolj uživala po zim, ki bo največji gor, Orion. A ne? Tako da to je bilo mišljeno tukaj. In če bi vi raven tako lahko za sonce, če ga opazujete, a ne, njegovo senco,
boste videli, da vzhaja, naseže najvišja točka in se tone. In vsakih 15 stopinj. Zato je to navidezno. Morda je treba še nekaj povedati. Tukaj imamo veliki voz. Orion, so vam kolegice pokazale, kako izgleda. Zavedati pa se je treba, da vsaka zvezda se giblje po prostoru. Ampak, ker so tako daleč, so naši starši ali pa še predniki videli tak veliki voz, kot ga mi vidimo. V resnici se pa vsaka zvezda giblje po prostoru. Ena gre levo, ena gre desno, ena gre levo, katerokoli. To je treba počasi vedeti, da je to spet naša bujna domišljija ali pa da vidimo določeno ozvezdje kot veliki medved, mali medved, Oriona, ampak vsaka zvezda se giblje po prostoru. Tako, ker se mi gibljemo okrog, se tudi oni gibljejo po prostoru. A sem gospa odgovoril na navidezno vrtenje? Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za izčrpno predstavitev vsem trem sodelujočim. Najprej seveda gospodu Borisu Kanu za izčrpno predstavitev z področja astronomije. Boris, najlepša vam hvala za udeležbo. Zahvaljujem se tudi seveda gospe Janji Plazar iz centra Iris. Hvala lepa. In pa seveda še naši Aksinji Kermauner, ki sodeluje z nami že dolga leta in tudi tokrat se je zelo dobro izkazala. Aksinja, hvala. Obenem izkoriščam še priložnost za predstavitev nove tipanke Zlatolaskine dogodivščine, ki so jo pripravile študentke iz zdravstvene fakultete in jih vabim na oder, da vam tipanko predstavijo. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Mi smo študentke delovne terapije, 3. letnik in zaključujemo ravno študij. In pri predmetu delovna terapija in prosti čas smo se odločili, da naredimo tipanke. Tako bo imeli lahko tudi slepe in slabovidne osebe možnost, bom rekla, pač, da si lahko preberejo neko knjigico. Je pa tako, da je v bistvu narejena po priredbi animiranega filma Zlatolaska. Tako da tekst smo v bistvu probali čim bolj po liku Zlatolaske povzeti, ampak je v bistvu pa tako, da smo si potem tekst bolj same izmislili, smo pa hoteli, kakor smo rekli, karakter same Zlatolaske dobro vpeti, ker Zlatolaska je predstavljena kot zelo okupacijska oseba, ki je v prostem času rada pekla, šivala, delala 101 stvar. In se nam je zdelo zelo pomembno, da knjiga v bistvu stoji na tem, da se otroci ali pa tudi starejši lahko poigrajo na način fine motorike in pa same senzorike, tako da če lahko Nuša kar odpreš knjigico, da se vidi. Tole klele prvi trije so v smislu pač za fino motoriko, tukaj gre miška skozi labirint. Tukaj gre črv pač skozi jabolko. To se pač potuje skozi zgodbo. Ja. Tako, tukaj imamo pava, kjer mu pač se zatika klele njegovo perje ob perlice. Tako, zdaj pa za samo senzoriko tukaj odkrivamo pač, kje je na primer koruza, kje so makaroni. Tukaj je prepoznavanje kavbojk. Ja, tako različnega tekstila. Tukaj je poiskanje gumbov, poiskati majhen gumbek med ostalimi velikimi.
Tako, oziroma ravno obratno, tukaj iščemo velikega, tam smo majhnega, tako kot sem rekla. Tukaj poiščemo, ker se je zlatolaska tudi rada igrala, kater kamen je primeren na primer za ristanc. Tukaj iščemo sonce med oblaki. Tako da tukaj se lahko zdaj navežemo malo na današnje predavanje, ki je bilo zelo lepo izvedeno s strani, tako da tukaj smo tudi malo vključili samo vesolje oziroma naše ozvezdje. Tukaj se spet navezujemo pa, kot smo rekli, že na fino motoriko, grobo motoriko, kar se tiče zapenjanja zadrge, vemo, da je to kar pomembno. Tukaj so te klipsne, kako bi rekla, ki so pri čeladi ali pa pač pri nahrbtnikih, da se otroci na ta način lahko tudi naučijo, kako se to, da so pač samostojni potem pri tem. Aha, tukaj se v knjigici se Pascal pojavlja, kot veste, je to kuščar, ki zelo rad je, bom rekla, v zgodbi same zlatolaske in je najboljši prijatelj, tako da ga tudi parkrat zasledimo. Tukaj je prav tako za zapenjanje ključev, vemo, da to je kar tudi pomembno. Tako da probali smo v knjigo dati čim več takšnih, bom rekla, aktivnosti, ki nam tudi v vsakodnevnem življenju pač prav pridejo. Takole pa še zavezovanje vezalk, to vemo, da se vsi slej ko prej spopademo s tem. Tako. Evo, in tako zlatolaska zaključi svojo zgodbo. Tako da mi smo hoteli sem na hitro predstaviti, kaj smo delali pri našem predmetu. Še enkrat bi pohvalila iz strani danes, zelo lepo ste predstavili svojo knjigico in mi je ful všeč, da ste to samo ozvezdje, ki se tudi lahko na numerologijo in ostale stvari navezuje, tako da zelo, zelo pohvalno in hvala lepa za take lepe dogodke, ki jih ustvarjate tukaj v tej knjižnici. To je vse z naše strani. Hvala za predstavitev. Tudi jaz se vam zahvaljujem za vašo udeležbo in vam poklanjam tole skromno pozornost. Vse obiskovalce pa vabim tudi na razstavo v Tehniškem muzeju v Bistri, kjer so pripravili posebno razstavo o svetlobi. Razstava je odprta do decembra letos. Pa še eno skromno obvestilo, če je kdo že verjetno lačen. Imamo zadaj eno skromno pogostitev. Seveda je pa zdaj priložnost še za sproščen klepet in razvedrilo. Hvala vsem za udeležbo.